Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Veseli, da sem danes tukaj z vami. Jaz sem Klen. Se za začetek rad zahvalil Vitetu za povabilo v matematično vesolje na ta set predavanj in pa tudi za to predstavitev. Tako da že naprej se vam opravičujem, na teh matematičnih vesoljih bo malo manj matematike, kot ste vajeni. Bomo si pa kar konkretno pogledali, bomo videli, kako pravzaprav jaz vidim računsko-intenzivne metode v kontekstu interakcije človek-računalnik. Tako da to kar naprej, drugače pa, tako kot je Vito omenil, današnje predavanje je namenjeno, da vam ponudi nek pogled v to, kako pravzaprav prepletanje digitalnega in realnega sveta ustvarja novo resničnost. Jaz mislim, da do neke mere se že nahajamo v tem svetu, da sem pa pripričan, da bo to veliko bolj očitno v naši prihodnosti. Tako da, vedno se kar podati na to potovanje. Jaz prihajam iz laboratorija HICAP. To je laboratorij, ki ga imamo tukaj na Univerzi na Primorskem. To je laboratorij, ki je bil ustanovljen leta 2015. Kratica za ta laboratorij je Humans Interacting with Computers at University of Primorska in glavno področje, s katerim se ukvarjamo v tem laboratoriju, je Human Computer Interaction. Zdaj, v tem laboratoriju je tak majhen internacionalni laboratorij, kjer delujejo, kjer nas pravzaprav full-time deluje 5, drugačnih se 6, Julie iz Francije dela postdoka pri nas, bomo Mahešo iz Šri Lanke, ki dela doktorat, in pa Kotli iz Mehike. Drugač pa laboratorij vodva mi dva z Matjažem. Matjaž, tudi danes tukaj, moj dober prijatelj, pa tudi kolega, s katerim sem pred kratkim lansko leto preživel tudi nekaj časa na Japonskem in me zelo veselil, da ga imam, zato ker ne rabim nekako posvetiti mojega časa temu, da bi ustvaril repliko samega sebe, tako kot tale znani japonski raziskovalec Hiroshi Ishiguro. Je pa tako, da ne boste slučajno, da se ne zavedemo, nisva dvojčka, nisva brata, nisva tudi v sorodu, tako kot so na Japonskem redno sprašvali. Tako da, drugače pa sodelujeva tako, da vodila ta laboratorij HICAP. Jaz bi začel, ta predavanje ima 4 dele, jaz ne vem, če bomo prišli čez vse 4 dele, čez 3 sigurno. In v tem prvem delu tega predavanja, kar naprej. Ja. In v prvem delu tega predavanja se bomo gledali motivacijo za raziskovanje področja interakcije človek-računalnik. Pa tisto, zakaj jaz mislim, da je to področje pomembno. Tako da, če kar začnemo, jaz mislim, da smo na enem novem, da smo na robu enega novega preboja digitalne tehnologije, to se pravi na enem taki točki, kjer se bojo zgodili spet velike spremembe v naših življenjih. Zdaj, če tukaj to malo bolj v kontekst postavim, recimo, ko se je pojavil internet, ali ko so se pojavili osebni računalniki, ali ko se je pojavil mobilen telefon, so se naše življenje konkretno spremenila. In zdaj to, kako široka je bila ta sprememba, en dober primer je to, da nas moja babi, ker ne samo, da ima 2 mobilni napravi, tudi internet uporablja, pa 96 let. Sem to za občutek, kako je pravzaprav ta tehnologija v enih delih pronica res do vseh por našega življenja. Jaz mislim, da za časa vašega življenja nas čaka še ena taka revolucija, kot je bil recimo mobilni telefon. Zdaj pa, kaj pa mislim, da bo nekako ta gonilna sila te revolucije, mislim, da to prihaja iz nove tehnologije umetne inteligence, z strojnim učenjem, z nevronskimi mrežami in podobnimi tehnološkimi napredki, ki jih danes še ne poznamo. Neka glavna gonilna sila tega napredka je vedno večja računalniška moč. Zato tukaj ne govorim samo o procesorski moči, ampak tudi o moči pomnjenja podatkov in o moči hitrega dostopa do velike količine podatkov.
In zdaj, tukaj pa pride ta problem, ne, ker vi, ne, če pogledamo čist en tak primer, ne, pogledamo računalniški vir, internet kot računalniški vir nekih informacij. Ne. Vete, da z uporabo interneta in Google-ovega iskalnika lahko dostopate do zelo velike količine podatkov. Je pa tako, da to ne dostopate samo vi kot ljudje do teh podatkov, tudi algoritmi dostopajo do teh podatkov. In zdaj, tista glavna stvar, tista glavna razlika med tem, ko algoritmi dostopajo do teh podatkov in ko ljudje dostopajo do teh podatkov, je to, da algoritmi to počnejo veliko bolj efektivno. Mi kot ljudje, če hočemo dostopati do teh podatkov, moramo napisati nek query, moramo pobrowsati spletno stran, prebrati nek tekst in šele potem lahko izluščimo te podatke. Medtem ko algoritmi to lahko naredijo veliko hitrejše. In zdaj glavna prepreka pa temu, da bi mi imeli boljši dostop do teh podatkov, je uporabniški vmesnik, ki ga uporabljamo, da dostopamo do teh podatkov. Pa če pogledamo malo bolj konkretno, če si predstavljate že našo komunikacijo, če si predstavljate način, na kjer ga komuniciramo. Sprav vse, kar si jaz zamislim, ali pa vse, kar jaz hočem nekoga naučiti, kar znam, mora iti čez kompleksen aparat našega jezika. In šele potem, ko pride čez ta kompleksen aparat našega jezika, pa če ga vi tudi govorite in razumete, lahko pride do prenosa te ideje, te misli. In to je pravzaprav nekaj, kar je zelo, kako bi s temu rekel, težko, pravzaprav zelo zamudno, ni enostavno. No in seveda je tisto vprašanje, kako mi lahko to nadgradimo. Zdaj pa, če se mi še naprej osredotočimo na to digitalno evolucijo, kako ne bi šla naprej, če si predstavljamo nek svet v prihodnosti, si lahko predstavljamo dva zelo različna svetova. V enem svetu govorimo o družbi umetne inteligence. To je družba, kjer avtonomni agenti odločajo o sprejemajo odločitve o naših življenjih. To je neka družba, v kateri agenti umetne inteligence določajo naše življenja in tudi način, na katera bomo živeli ta življenja. Seveda ta vizija ni tako navdušujoča. Mogoče obstaja tudi kakšen drug način, kako bi mi te računalniške vire lahko uporabili bolj v našo korist kot ljudje. No in ta druga vizija se pa ukvarja s tem pogledom, da še vedno človeka pustimo v centru pozornosti in ga probamo in se osredotočimo na njega. To je tako imenovana socialno-tehnokratska družba, socio-technical society, kjer si prizadevamo, da v sistem umetne inteligence uporabimo za nadgradnjo naših človeških zmožnosti. Se pravi, da dobimo neke dodatne zmožnosti, ki jih drugače nimamo in na ta način pravzaprav postanemo nekako nadnaravna vidika. Mogoče malo potiravam zdaj tudi zato, ker govorimo o viziji, tako da ne se strašati, ni vse taka znanstvena fantastika. Glavna ovira pri temu, kaj nam preprečuje, da bi se ta vizija uresničila, da bi mi lahko te računalniške resurse, to računalniško moč, ki nas vedno bolj obdaja, ta dostopnost do informacij, ki je vedno bolj prisotna, dejansko izkoristili. Tista glavna prepreka pri tej viziji je prav uporabniški vmesnik, ki ga moramo uporabiti. Naprej sem dal pri temu uporabniškemu vmesniku primer interakcije človek na človek. Kjer smo jasno videli ta problem, da pravzaprav komunicirati težko. Težko je pravzaprav povedati in predati vaše misli, težko je tudi ljudi naučiti nekih novih stvari. Zdaj, zanimiva stvar je tukaj ta, da bi mi seveda v idealnem svetu nekako radi nek boljši sistem, ki bi omogočil lažje komuniciranje, se pravi, da bi šli preko uporabe našega jezika. Ampak če pogledamo en korak naprej, če pogledamo naprej od te komunikacije človek na človek, na komunikacijo človek-računalnik, je tako, da se stvari, namesto da bi se poboljšale, namesto da bi bilo lažje komunicirati z računalniki,
postane ta komunikacija še bolj otežena. Vsi veste, da če hočete na vašem mobilnem telefonu pogledati neko informacijo, ki veste, da na internetu obstaja, morate za tipkovnico se soočiti in tam poskušati zapisati ta niz besed, ki bo vrnil ta rezultat, ki vas zanima. Se pravi, namesto da bi računalnik nekako izboljšal ta problem, ga omilil, ga pravzaprav ta tehnologija še poslabša. To se pravi, še večjo prednost imajo algoritmi napram vam kot ljudi. In če vi hočete biti v centru, seveda morate nekako najti čim boljši način. No in zdaj smo spet prišli do tega, da je ta uporabniški vmesnik tisto ključno ozko grlo pri tem, da bi računalniške resurse kot ljudje uporabljali čim bolj efektivno. In to je tisto, kar pravzaprav najdva z Matjažem nekako privlači pri raziskovanju tega področja Human Computer Interaction. In to je tudi tisto, kar je nekako misija laboratorija PKPLAB. Se pravi, v sklopu našega laboratorija želimo prispevati k oblikovanju vmesnikov prihodnosti, ki bodo omogočili razširitev naših umskih, telesnih in vedenskih sposobnosti. In iz nas na ta način naredili nekako super človek. Okay. Se pravi, prišli smo do konca prvega dela predavanja. Zdaj tisto ključno sporočilo za domov, ki bi jaz želel, da je prišlo do vas, je to, da razumete, da uporabniški vmesnik res tisto ozko grlo med nami kot ljudmi in to računalniško močjo, ki nas vedno bolj obdaja. Tako da s tem bi zaključil ta motivacijski del, zakaj Human Computer Interaction tako aktualen za današnji čas in se podali na pregled zgodovine. Se pravi, bomo pogledali na zgodovino računalništva iz konteksta uporabniških vmesnikov. Namen, zakaj bomo to naredili, je pa ta, da če pogledamo nazaj, lahko iz zgodovine poskušamo sklepati o prihodnosti. Drug razlog, zakaj bomo gledali nazaj, zato ker lažje gledati nazaj, kaj napovedati, kaj bo naprej. To je klasičen primer ekonomistov. Ekonomisti zelo radi analizirajo, kaj se je dogajalo s trgi, zakaj se je nekaj dogajalo s trgi v preteklosti, v tem, ko pa govorijo o prihodnosti, pa ponavadi zelo težko napovejo, kako konkretno. Dobro, pa gremo narediti ta skok nazaj, sprav pogledati preteklost, v preteklost. No, če pogledamo 60 let nazaj, ugotovimo, da imamo neka tri taka glavna računalniška obdobja. Prvo obdobje v 60 letih je obdobje pokazne vrstice. To so vmesniki, ki uporabljajo tekstovne nize za to, da vi nekaj zahtevate. To so command line interfejsi, ki se danes veliko uporabljajo. To so veliko ljudi za specialne namene ne bi nikoli zamenjali tega uporabniškega vmesnika za nekaj modela. In to je neka določena specifična skupina, medtem ko pa večina nas pa verjetno ne pozna niti, kaj to je. Niti, tudi če bi spoznali to, ne bi videli v tem nekaj uporabne prednosti. Naslednja doba računalništva je računalniška doba grafičnih vmesnikov. To so vmesniki, ki temeljijo na Win modelu. To so vsi vmesniki, ki uporabljajo miško, zato da kontrolirajo nek grafični vmesnik. Vi z miško, s kurzorjem miške potujete po grafičnem vmesniku in klikate na objekte v vašem grafičnem vmesniku. Jaz sem siguren, da ste to vsi bili prisotni, ali pa sigurno tudi vsaj uporabljali ta sistem. In to je prišlo nekje v 80-ih letih. Potem se pa v tej zadnji dobi računalništva pojavijo vmesniki, ki so občutljivi na dotik. To so touchscreen interfejsi in pridemo nekako v obdobje teh mobilnih tehnologij, kjer uporabljamo mobilne telefone in pa tablice v naših vsakdanjih življenjih. Zdaj pa, kaj se lahko iz tega naučimo? Nekako se izkaže, da vsem tem pomembnim dobam računalništva so skupne tri stvari. Prvo je, da so nekako predstavili neko novo tehnologijo.
Kaj to pomeni? Kaj to pomeni recimo nova tehnologija zaslona, ki jo predstavlja? Drugo je, da so ponudili neko novo metodo vnosa. Zdaj, v primeru 60-ih je bila to tipkovnica, v primeru 80-ih je bila to miška, v primeru drugega tisočletja je bilo to zaslovni tipk. Potem pa ne samo to, da se konča pri vnosu, pri metodah vnosa, potem se pa tukaj tudi zraven ponudil nek nov način interakcije. To se pravi, v prvem primeru ste imeli ta WIMP model, kjer ste z miško klikali po objektih uporabniškega vmesnika, medtem ko imate recimo v drugem tisočletju pri touchscreen ekranih gesture interface. To se pravi, veste, da če delate določene kretnje na vašem zaslonu, se vaš interface odziva. Okay, in to so te ključne lastnosti za novo dobro računalništvo. Zdaj, kako vemo, da so te ključne? Lahko se naučimo iz tistih primerov, ki niso bili uspešni, da bi postali tako revolucionarni, ampak so nekako zapadli v pozabo. In če ste tele naprave kdaj videli, to so personal digital assistant naprave, ki so pravzaprav zelo podobne mobilnim telefonom. Zelo podobne funkcionalnosti tudi omogočajo in so bile pravzaprav kar prisotne, vendar se niso nekako uspele formulirati in obdržati. Zdaj, kaj je problem? Kaj je manjkajoč element teh naprav? Sigurno so prinesli neko novo tehnologijo, so pa uporabljali nek vmesnik, ki je bil zelo podoben temu, kar ste bili navajeni na vašem desktop računalniku, na vašem normalnem PC. Uporabljali so navaden grafični vmesnik z WIMP modelom. In ta stvar ni bila zadost dobra. Ta stvar ni prepričala uporabnika, tako da so nekako zapadli. To je danes lahko videti, lahko dometi kot nekaj, kar vada to ne zgleda tako, kot bi mogli. Kukor sami mislim, da tak stvari dosti morajo izgledati. Zdaj, ta drug primer je primer iz bližnje prihodnosti. To je HoloLens produkt. To je produkt, ki omogoča, da v realni svet vstavljate virtualne objekte in je produkt tako imenovanje dopolnjene resničnosti. Zdaj, ta produkt je Microsoft naredil velik preskok v tem, kaj so ostali ponujali. Mislim, da je zelo zanimiv iz tehnološkega vidika, je pa sigurno eno tistih, ki jaz ne verjamem, da bo prisoten v vaših življenjih. Bo nek produkt, ki je pravzaprav zelo specifični skupini všeč, je pa sigurno nekako vseh treh komponentov, ki smo govorili. Recimo, pri HoloLensu, vi gledate na vaš svet, vendar, ko uporabljate ta vmesnik, ga uporabljate pravzaprav na način, kako uporabljate miško. Vi usmerjate vaš pogled in z vašim pogledom pridete na nek objekt, na neko ikono in potem to ikono kliknete. Prav, kot bi kliknili z miško. Niso prišli z nekim inovativnim pristopom, kako bi pravzaprav vi to uporabljali, ampak to spet mapirali nekaj, kar že obstaja na neko kompletno novo tehnologijo, kar sigurno ni optimalno za tak primer. Zdaj, lahko je govoriti, kaj ni. Težje je povedati, kaj je. Kaj je tisto, kako bi mogel izgledati uporabniški vmesnik prihodnosti, kaj je tisto, kako bi mogel izgledati način vnosa v prihodnih napravah, v prihodnji dobi računalništva. Zdaj, to dobro računalništvo jaz tukaj imenujem mešana resničnost, mixed reality interfaces, in ne bi nastopila nekje v 20 letih drugega tisočletja. Nažalost, moram povedati, da jaz odgovora na to vprašanje nimam, kako ne bi te vmesniki izgledali, niti ne moramo povedati, kakšni ne bi te vmesniki za nos. Lahko vam pa sam to povem, da sem skoraj siguren, da te vmesniki že obstajajo danes. Da so bili v eni obliki že predstavljeni. Zakaj sklepam tako? Čisto iz tehle zgodovinskih primerov. Recimo za primer miške. Primer miške je ta, da mi smo prve WIMP modele spoznali 83. leta, ko sta prišla na trg Microsoft in Apple z Microsoft Mouseom in Apple Mouseom, vendar ta interfejs miške
je bil predstavljen že skoraj 20 let pred tem trenutkom. In če pogledamo naprej, se podobno zgodi tudi v primeru multitouch interfejsov, ki jih uporablja Apple iPhone. Se pravi, spet imamo isti sistem, 20 let pred tem je nekdo že probal, pa ne samo predstavil, tudi dejansko tehnološko zimplementiral to vrsten interfejs, ki ga je potem Apple zapakiral v nek produkt. No, tisto, kar je zanimivo pri teh novih dobah računalništva, je to, da kaj enkrat se zgodijo, so tako zelo očitne. Vendar, ko hočete v njih sklepati vnaprej, pa niso tako očitne. Ker če bi bile tako očitne, sigurno Microsoft ne bi leta 2007 naredil takega operacijskega sistema, kot takole zgleda. Morate vedeti, da je to tisto leto, ko je Apple prišel z iPhoneom ven, ki zgleda takole in zgleda zelo podoben, kot so telefoni danes. In to je 11 let po tem, ko so oni takole napravo lansirali na trg. To je še ena taka zanimivost pri tem, je pa tako, da je pač težko o tem sklepati naprej. Lahko pa še ena druga stvar tukaj spoznamo in to je ta reč, če primerjamo stare računalniške umestnike, računalniške naprave in moderne naprave, kako se ti sistemi razlikujejo. In ena stvar je sigurno ta, da vi ste včasih vaš osebni računalnik upravljali na enem točno definirano mesto. Se pravi, to je bil desktop računalnik, vi ste ga imeli nekje na eni mizi inštaliranega in to je to. Tak način uporabe tega računalnika je pozitivno vplival na natančnost vnosa vaših podatkov. Vi ste zelo natančno lahko delali z vašim računalnikom. Prav tako ste bili lahko zelo eksplicitni pri tem, kaj hočete v vašem računalniku. Recimo, en primer eksplicitnosti je command line interface, to se pravi, ukazna vrstica je njena največja prednost je prav to, da vi napišete nek ukaz in ta ukaz se izvede na računalniku in točno tako se bo zgodil, kot ste tam zapisali. In je zelo enostavno ta ukaz potem poslati komu drugemu ali pa avtomatizirati nek sistem, ki ta ukaz požene enkrat na dan. Tako da je zelo eksplicitno. Če pa greste v moderne računalniške naprave, pa vidite, da te naprave kot prvo uporabljate v mobilnem kontekstu, se pravi, hodite okrog, tipkate, iščete, potujete z vašimi telefoni in jih definitivno ne uporabljate tako, da se vedno sedete za isto mizo in tam uporabljate vaš telefon. So nenatančne, tukaj govorimo o interfejsu, to se pravi, vi veliko šuma in veliko nenatančnosti vnesete v nek interfejs, če zdaj hodite po ulici in ga hkrati hočete uporabljati. Če se usedete za mizo, boste veliko bolj natančno lahko uporabljali, natančno klikali na gumbe vašega interfejsa. Mogoče še zadnja najbolj zanimiva stvar je pa tudi, da so implicitni, da probajo sklepati o tem, kaj vi sploh hočete. Oni probajo iz konteksta vaše uporabe ugotoviti, ne vem, a vi mogoče iščete črpalko za tankati vaš avto. Pa vam probajo na ta način odgovarjati. To se pravi, išče se neko ravnotežje med mobilnostjo in natančnostjo umestnika. Tukaj se pojavi eno jasno vprašanje, to se pravi, kako rešiti problem nenatančnosti in vedno večjega šuma v tem signalu našega umestnika. Zdaj skaže se, da to lahko naredite tako, da uporabite računsko intenzivne metode. Se pravi, metode strojnega učenja, sensor fusion načine in potem izboljšate zmožnost vašega uporabnika, da on kljub temu, da hodi po ulici, v roki drži telefon, zmore zadeti pravo tipko na tipkovnici, kjer je vsaka tipka manjša od 5 mm. Manjša od 5 mm, vedete, kakšen prst je več. Takrat, ko se začnete ukvarjati s tem, da bi razvili eno tako tipkovnico, pa pogledate vaš prst, pa pomislite, koliko črk morate dati na ta ekran, bi verjetno večini rekli, da to sploh ni mogoče. Zato ste naredili tisti interfejs od Microsofta, kjer imate pisalo, ki zelo natančno lahko klikne na določeno mesto. Ampak z računsko intenzivnimi metodami, s
S pristopi, ki bomo kasneje spoznali, pa lahko dejansko hodite in klikate po 5 mm velikih tipkah. Okay? No, pa si pogledamo to, tisto, kar je tukaj ključno, je to, da mi lahko z računskimi metodami nekako posežemo in ta interfejs naredimo bolj sposoben. Tukaj imamo primer tipkovnice, in če pogledamo primer tipkovnice, prva stvar pri tipkovnici je to, na kakšen način razporedimo tipke, na kakšen način naredimo layout. Zdaj, tisti najbolj osnovni layout, ki ga večinoma uporabljamo, je QWERTY layout, ki pravzaprav izhaja še iz časov mehanskega tipkanja, to se pravi tipkanje na tipkalne stroje. In zaradi tega, ker so takrat ohranili do zdaj, še vedno uporabljamo izve, ljudje se s tem spoznajo in ga začnejo uporabljati. To se pravi, mi bi lahko zdaj v kontekstu razvoja uporabniških umestnikov spreminjali načine, kako te tipke postavimo na ta umestnik. Ampak to ni edina komponenta, ki jo kot ACI researcherji počnemo. Ta tipkovnica uporablja ob vnosu tudi geometrijski model tipkovnice, pa touch precision model tipkovnice. Zdaj, zakaj gre tukaj? Gre za dejstvo, da kar vi tipkate po tej tipkovnici, v določenih pozicijah bolj natančno ali pa manj natančno kliknete. Okay? In ta model proba za to nenatančnost vzpostaviti neko korekcijo. Ker vi, vse vete, če gledate accuracy pa precision, precision je lahko super stvar, zato ker vi pravzaprav falite target, kamor ste kliknili, ampak če vedno to naredite, vse, kar mora algoritem narediti, je popraviti ta offset, za kam ste pravzaprav umirali. Vi mislite, da klikate prav, ampak pravzaprav vedno klikate malo narobe. Če vedno klikate isto narobe, je to enostavno popraviti. In to te dva modela pravzaprav probata narediti. Te tri spodne komponente pa izhajajo iz implicitnega načina razmišljanja. To se pravi, te tri spodne komponente pa probajo sklepati iz konteksta, kaj vi počnete, kaj pravzaprav bi bil ta pravi rezultat. Prvo je slovar, gleda, kjer besede obstajajo in vam ponuja ta prave besede, glede na to, kjer črke ste napisali. Drugo je jezikovni model, gleda na slovnico, kako vi pišete. Zadnji model je pa seznam predlogov, to se pravi, da vam daje v vrstici pod tekstovno vrstico polja, ki lahko vi vnaprej izberete predlog. Pa to ni vse, Če vi slučajno uporabljate swipe keyboard, me zanima, kakšen od vas tukaj uporablja swipe keyboard, pa je kdo probal swipe keyboard? Ja? Swipe keyboard ni nič drugega kot to, pravzaprav vi več ne tipkate, ampak če hočete zdaj napisati besedo zdaj, vse, kar naredite, je, da začnete ZDAJ. Da pravzaprav vložite prst dol na začetek besede, na začetek črke in potem vlečete po tipkovnici in ustvarite gesture, ustvarite kretnjo. Se pravi, ta kretnja, ki jo tukaj vidite, ker smo hoteli napisati zdaj, smo šli iz črke Z na črko D, na črko A, na črko J. In smo stvarili pravzaprav kar kompleksno kretnjo, ki jo boste znali replicirati. To je ta kognitivni aspekt human-computer interaction. Vi se sigurno ne boste naučili za vsako besedo takega znaka. Zdaj, računalnik je sposoben prepoznati, ampak kaj to pomaga računalniku, če vi niste sposobni reproducirati tega. Tako da tukaj je zelo kognitivni aspekt, ampak zelo močen tudi računski aspekt. Se pravi, rabite intenzivne računske metode, zato da lahko pravzaprav za dosti veliko pravilnostjo sklepate o tem, če je ta gesture res zdaj ali mogoče slučajno nekaj čisto več drugega. Se pravi, v tem primeru imate še model kretnja, to se pravi gesture model, na vrhu vseh teh modelov, ki imate tam. Zdaj, nekako to sporočilo, ki vam ga jaz tukaj hočem podati, je to, da so računski modeli in intenzivne metode računa zelo pomembne za uporabniške umestnike sedanjosti in prihodnosti, jaz mislim, še bolj. In da moramo, govorimo o teh umestnikih, da moramo razmišljati o tem, kako v te procese, obstoječe procese iterativnega oblikovanja umestnikov vključimo tudi
intenzivne računske metode kot način, kako v procesni razvoj oblikovanja teh umestnikov. In to je pravzaprav s drugimi besedami computational interaction. Novo področje, ki se nekako bil neka nova smernica, ki se je iskal. Tu smo na koncu drugega dela, samo čist predolg. Smo na koncu drugega dela, nekako sporočilo, ki ne bi ga zdaj vam predal, je to, da uporabniški umestniki, da so ključnega pomena pri oblikovanju prihodnosti računalništva, da so uporabniški umestniki nekaj, kar postaja vedno bolj kompleksno, in da so uporabniški umestniki nekaj, kjer postaja ključna komponenta uporabniškega umestnika tudi napredna metoda računalništva. Ok, pa smo prišli do tretjega dela našega predavanja. To se pravi, v prejšnjem delu smo se pogledali nekazali neke smernice za razvoj uporabniških umestnikov. Zdaj pa bomo pogledali en malo futurističen primer uporabniških umestnikov, tako imenovani možganski umestniki. To se pravi, da bi vi lahko sporočili ali predstavili vašo idejo, morate to idejo najprej materializirati. Zdaj, kako lahko materializirate, kot smo že rekli, lahko z govorom, lahko s tem, da jo zapišete, lahko pa tudi s tem, da jo nasklicirate. Mogoče to niso vsi načini, sigurno obstaja še kjer, ampak sigurno so pa te načini nekako zelo omejujoči ali pa zamudni pri sami. Sploh pa so problematični, ki jih probate aplicirati v kontekst interakcije človek-računalnik. Sprav, kaj bi bil tist idealen umestnik za komunikacijo z računalnikom? To bi bil umestnik, ki bi uspel materializirati naše misli direktno. Ne, da morajo iti čez nek aparat, da lahko direktno s tem, ko si zamislimo, nekaj projeciramo na ekran vašega računalnika. Okay, dejstvo je, da taka stvar predstavlja nek ogromen problem v kontekstu privatnosti, v kontekstu zasebnosti in v kontekstu tudi v družbenem kontekstu. Da vi zdaj kar naenkrat tudi vaših mislih več ne morate imeti čist zase. Je pa tako, da te stvari tudi ponujajo veliko pozitivno, veliko potencialno, velike potencialne prednosti. Zdaj, taka tehnologija se že razvija, nekaj primerov tega, kje smo, bomo tudi pokazali. Je pa tako, da bi najprej jaz pokazal, kaj se mi zdi ta exciting, ta navdušujoč del tega, kaj take stvari kaj bi bile čisto zmožnosti. Ena taka stvar je to, da mi nismo edina bitja, ki mislimo. Sigurno obstajajo tudi kakšna druga bitja, ki lahko razmišljajo. Če bi se mi naučili na nek univerzalni način materializirati misli, ki jih ustvarijo vaši možgani, ali pa možgani drugega živega bitja, bi lahko komunicirali tudi ne samo med sabo, ampak tudi druge, tudi v višjem, tudi v tem kontekstu. Potem imate veliko ljudi, ki so nekako ujeti v svoje telesa, ki so na nek način, jim je onemogočen način komunikacije z svetom. In tem ljudem sigurno pripomore neko tako olajšanje, kot bi bila materializacija nekaj misli. Če pogledate malo bolj metaforično, smo pravzaprav vsi ujetniki, kakor vsi hoki. Vsi pravzaprav svoje misli, če jih hočemo materializirati, moramo sprocesirati skozi nek aparat, kot naš jezik. Povzem pa to malo metaforično, ne čisto egzaktno matematično. Tako vem, da to zveni malo znanstvena fantastika, pa dajmo si vsem pogledati nekaj primerov, kje smo v tem kontekstu. Zdaj, ena zanimiva raziskava, ki so jo naredili na Harvardu, je ta, da pravzaprav je raziskava, ki pokaže, da je to, da vi nekaj vidite, ali pa to, da si vi nekaj v možganih zamislite, to sproducira enak odziv vaših možganov. Kaj so te raziskave naredili? So v functional MRI scan, to se pravi v magnetno resonanco boljšega tipa, so dali ljudi in so jim v tem magnetni resonanci kazali slike.
Okay, in to je rezultat odziva možganov, je v tem prvem stolpcu. V drugem primeru so jim pa rekli, dajte si vi to sliko zamisliti. Pa so pa primerjali, kaj možgani naredijo v enem ali po drugem primeru. In skazali se je, da pravzaprav razlika med enim in drugim je relativno majhna. Ali pa skoraj nična. Zdaj, to je bilo 2004. Ne? V tem času, od 2004 so to študijo velikrat ponovili, tudi v večjih primerih in nekako rezultati nas splošno kažejo, da drži, da so ponovili. Zelo pomembno, velik študij, to drugo predaj. Ampak šokantni so rezultati ponovljivosti rezultatov. Tisto, kar mislite, deljeno z 10. Zdaj pa naslednja stopnja tega. Eno je, da zdaj veste, da tisto, kar če si nekaj zamislite ali pa če nekaj vidite, možgani isto sproducirajo. Zdaj naslednja stopnja je pa, če vi hočete poizkusiti pretvoriti to sliko, ki jo ta magnetna resonanca ustvari, v neko sliko tega, kar so možgani pravzaprav videli. Zdaj, kako so to raziskovali? To so raziskovali tako, da so pravzaprav spet v magnetno resonanco zaprli uporabnike, da so jim zagledati YouTube videe in snemali, kaj so možgani sproducirali, kakšen odziv so možgani sproducirali. To se pravi, s tem so ustvarjali nek training dataset, neko podatkovno zbirko, ki jo lahko uporabite za treniranje vaših modelov. Kakšnih modelov, veliko različnih obstaja, ampak nekako metoda je pa več ali manj vedno ista. No in kaj so naredili? Potem, ko so zajeli te podatke, so z metodami strojnega učenja te zbrane podatke obdelali in ustvarili neke modele. Potem so pa dali tem istim ljudem zagledati čist drug video. Sprav ne video material, ki je bil v sekvenci, kjer so trenirali ta model. In so potem poskušali rekonstruirati to, kar človek gleda. Se pravi, to sliko, ki tukaj vidite, to je slika, ki nismo uporabili pri tem, ko smo model trenirali. To je slika, ki je za model totalno neznan. In je uspel nekako rekonstruirati, da vaši možgani gledajo nekaj tazga. Okay. Nismo še tam, ne? Se pravi, to je, moramo reči, da je ta resolucija nekako fantastična. Ne? Morate pa vedeti, da je to iz 2011. In da od takrat do danes so se te naprave za spremljanje vašega odziva možganov poboljšali. Koliko bolj natančne so, 1000-kratnik je ta faktor od 2011 do danes. Sprav, edina stvar, ki nas pravzaprav kaj omejuje, je koliko dobre naprave imamo. Dobro, vse to je tako raziskovanje, zdaj smo nekje na začetku tega raziskovanja. Pa zdaj, da ne bom jaz tukaj preveč časa zgubil, pa bom jaz probal to razložiti, vam bom zavrtel en video od Mary Lou Jepsen. To je raziskovalka, ki mene zelo navdušuje, tudi del tega predstavitve, pravzaprav povzete po njej. Zdaj, Mary Lou Jepsen je trenutno vodi startup Open Waters, ki se ukvarja prav z tem načinom, kako pravzaprav vi prodrete v tkivo vašega telesa in pravzaprav gledate vam. To, kar počne magnetna resonanca in to, kar pravzaprav rabite, če hočete narediti možganski vmesnik tak, ki ne dobimo. Dajmo se tole pogledati. Ok, to se ni zdaj čisto zgodil, koliko bi se mogel. Samo da jaz tako dobim pravo mesto. I'm creating my Wix site. You think you already have a stunning website? That's cool. You're welcome to skip, or... So let me set this up for you. In this experiment, individuals were shown hundreds of hours of YouTube videos while scans were made of their brains to create a large library of their brain reacting to video sequences. Then a new movie was shown with new images, new people, new animals in it, and a new scan set was recorded. The computer, using brain scan data alone, decoded that new brain scan to show what it thought the individual is actually seeing. On the right-hand side, you see the computer's guess,
and on the left-hand side, the presented clip. This is the jaw dropper. We are so close to being able to do this, we just need to up the resolution. And now remember that when you see an image versus when you imagine that same image, it creates the same brain scan. So this was done with the highest resolution brain scan systems available today, and their resolution has increased really about 1,000-fold in the last several years. Okay. Next, we need to increase the resolution. To se pravi, to, kar ste videli, ta rezultat teh dveh imidžev na levi in desni strani, to je dejansko nekaj, kar je računalnik uspel sproducirati samo s tem, da je gledal odziv vaših možganov. Ne s tem, da bi karkoli vedeli prej teh imidžev. In tako kot je Mary povedala, to je bilo narejeno z resolucijo naprav, ki je 1000-krat slabša kot to, kar ima danes. Tako da ta vizija, ki sem vam razlagal, je pravzaprav ne tako daleč stran, kot mogoče zgleda na prvi pogled. Pa se vrnemo nazaj na predstavitev. Sprav tisto sporočilo, kar ne bi ga od tega tretjega dela nekako odnesel domov, je to, da ne bi pomenilo to, da vidite nekaj, ali pa to, da se zamislite nekaj, je ne bila ista stvar v kontekstu odziva vaših možganov. Da je možno pretvoriti functional MRI scan vašega odziva možganov v nekaj, kar je bilo videno. In da je predstavljeni rezultat pravzaprav narejen za napravo, ki ima 1000-krat manjšo resolucijo kot to, kar danes zmoremo imeti na resonanco. Zdaj, tista stvar, kjer smo nam spustili, je to, da Mary Jepsen dela za Open Water Startup, ki obljublja, da bo jaz se predstavljam, v doglednem času, glede na to, da je startup, ker to pomeni, da mora nekdo to financirati. Tiskar financira, pa nam pričakuje, da bo za časa svojega življenja tega nekaj imel. Obljublja nek sistem, ki bo consumer electronic, to se pravi naprava kot vaš mobilni telefon, dostopna vsem in omogočil vpogled v vaše telesa. Zdaj seveda, to je startup, to mora pogledati, oni nekako prodaja svoje ideje, ampak vsem zelo nekaj tazga, kar če se zgodi, potencialno res konkretno spremeni našo prihodnost. Pa zakaj je to tako drugače? Če si sam tako zamislite vaš kreativni proces, si zamislite kreativni proces ustvarjalca videa, ali ustvarjalca filma, kar naenkrat, če vi naredite za dosti visoko resolucijo, vse, kar on vabi producirati neke mentalne slike tega, kaj ne bi film bil. Zdaj, koliko delač on lahko pride, to je tudi druga stvar. Zdaj, koliko delač ti lahko on ta film reproducira. Je pa tako, da veste, da kad sanjate za res. Mislim, stvari izgledajo v nulo. Tako. Ne, če bi te vaše sanje lahko pretvorili v nek vizualni rezultat, bi verjetno tudi izgledali nulo. Tako da bomo videli, kaj prinese. Prihodnost je vznemirljiva. Ok. Čak, zdaj moram pogledati, koliko sem s časom, da vas ne bom predolg. Sem še v redu. Ok, pa se lahko pilotno še nekako zadnjega dela tega predavanja. Ta zadnji del predavanja bo govoril pa o enem sistemu mešane resničnosti, to je Mixed Reality Interface sistem, tako imenovano sistemu dopolnjene resničnosti. Poleg tega, da si bomo pogledali, kaj je dopolnjena resničnost, si bomo tudi pogledali, kaj je en segment tega sistema, kakšno je matematično ozadje tega segmenta, tega sistema v primeru 3D grafike. To se govorili bomo o 3D grafike. Kaj je dopolnjena resničnost? Dopolnjena resničnost združuje realni in virtualni svet na način, da je pravzaprav interaktivno in da se odvija v realnem času. To se pravi v nek realni svet, vi vstavite neke digitalne vsebine, virtualne vsebine. Te virtualne vsebine ne bi bile pravilno ustavljene v 3D prostor. Zdaj, kaj ta pravilno tukaj pomeni? Pravilno pomeni tako, da vi temu verjamete. Ne rabi biti realno. Pravijo, da je realnost preveč visoko cenjena. Overrated. Reality is overrated. Kad vi gledate recimo animiran film, ne gledate na to, a je to mogoče, nemogoče, a je to realno, a je nerealno, gledate o tem, a je to
a je temu mogoče verjetno. To spravi, je ta stvar believable, ne real, nekaj drugače. Tako da, to je to, pa si pogledamo zdaj en video, ki nekako video spotu pokaže to dopolnjeno resničnost. To je nekako, ta video vam kaže tako, da vam vidite, na kakšen način bi lahko ta dopolnjena resničnost spreminjala način, kako mi komuniciramo in kako pravzaprav si spreminjamo našo realnost. Pa dajmo kar to probati narediti. Pa vidimo, da je to šlo. Še preden to začnem, to jaz mislim, da je en dober pokazatelj, zakaj veliki playerji, tako kot je Microsoft, Google pa Apple, vlagajo denar v take sisteme, v sisteme dopolnjene resničnosti. Ok, zdaj pa gremo še tole pogledati to manjšo skalo. Okay, če moramo rajš kaj zaključiti, pa da imajo možnost vprašanj. Vse zaključiti sigurno lahko. Lahko, ok. Se pravi, zdaj, te sistemi dopolnjene resničnosti, ko omogočajo, da vi ustavljate virtualne objekte v realni sistem, morajo nekako izpolnjevati 3 funkcije. Eno od tega, da morajo ponuditi neko tehnologijo displeja. Zdaj, o čem govorim, se pravi, ko vi hočete ustaviti virtualni objekt v realni svet, morate meni pustiti, da gledam realni svet. To je prvo, kar morate narediti. Drugo je pa, da vi pravzaprav v tem mojem pogledu, ta moj pogled, dodate še nekaj, kar tam drugačno obstaja. Zdaj, en način, kako to naredite, najbolj osnovni način, ki sigurno ni najbolj uporabniku prijazen, pa nek tak, ki bo revolucionarno spremenil naš način življenja, je to, da odprete vaš mobilni telefon, prižgete kamero in skozi kamero gledate v realni svet. Skozi večjo kamero opazujete, kaj se v svetu dogaja. Zdaj, zaradi tega, ker je to tako na vašem ekranu mobilnega telefona, lahko z računalniškim programom rišete po tem ekranu. Na ta način pravzaprav dosežete to iluzijo dopolnjevanja realnega sveta z virtualnim. Zdaj, seveda te display tehnologije gre naprej. Zdaj je tista od HoloLensa, je tako imenovan display, ki je optical see-through display. To je displej, ki pravzaprav omogoča, da tako kot čez vaša očala pride svetloba do vaših oči, hkrati pa v to svetlobo projektor projicira tudi dodatno svetlobo. In to je tista augmented light. To je tista svetloba, ki dopolnjuje ta vaš pogled v realni svet. Zdaj, kako to naredijo, to je ful zanimivo, ampak nimamo časa, da bi šli pogledati, kako ti displeji delujejo. Ampak je eno celo področje, ki se ukvarja. In sigurno še veliko nerešenih problemov v tem področju. Drugo je razumevanje sveta. To se pravi, kaj to pomeni, da mi gledamo na ta svet, ga nekako razumemo, če ga hočemo smiselno dopolnjevati, mora tudi računalniški program razumeti, kaj je tukaj okoli nas. Tukaj je miza, tukaj je monitor, tamle je vito, druge ste ostali, in če se vito premakne, mora računalniški sistem vedeti, da se je vito premakne. Drugač ne gre. Se pravi, mora razumevati svet in tudi mora razumevati, kam jaz gledam, kam je usmerjen moj pogled. No, ta tretja komponenta tega je pa, da moramo tudi ustvarjati te vsebine, ki jih želimo vključevati v ta svet. Se pravi, hočemo ustvarjati nek aplikacij, neko digitalno vsebino. Zdaj, kako to digitalno vsebino ustvarjamo? To digitalno vsebino ustvarjamo s 3D grafiko in eden od ključnih nalog 3D grafike je ta, da ustvarjamo iluzijo 3D sveta na nečem, kar je očitno dvodimenzionalno. Zdaj, če gledate recimo ekran, če gledate 3D igro ali pa če gledate film, ki ima special effect, ki ima te dodatne efekte, zato vi gledate 2D ekran, ampak vaši možgani razumejo to kot 3D. Ni čista prav 3D, ampak je pa tak, da mu verjamete. Sprašite se, kaj se nekaj tam zgodi na ekranu. Nore da strača, ko gledate grozljivko. In kako zdaj to ustvarite? In kdo vas ve, na kakšen način lahko vi 2D sliko na 2D mediju, kakor list papirja ustvarite v iluzijo 3D dimenzionalnosti? Srenčeš.
Senčiš, ok, sence so en način, kako, načinov je več, ne, kako ustvarjate ta obliko svetloba in način, kako se svetloba lomi, je sigurno eden od načinov, a kdo je še kakšnega drugega, tazga bolj, ja? Diagonalno opazovanje. Diagonalno opazovanje, ok, to se zapravo nekako govorite o nekem perspektiva. Ok, to je to, ne, to se pravi, perspektiva je tista ključna deformacija, ki jo morate narediti, ne se vete, kad skicirate nekaj, ne, če hočete skicirati s kocko, morate v neko perspektivo narisati eno skico, zato da ta kocka res gleda kocka, ali pa hvala, da zgleda tridimenzionalno. In tole je nekaj tazga, ne. Prav, s perspektivo na dvani papirju ustvarite neko občutek podija. Ampak kdo ve povedati, zakaj perspektiva nam kot ljudem daje ta občutek tridimenzionalnosti? Zakaj naši možgani to, kar očitno 2D interpretirajo kot stopnice, ki greškali gor, ker očitno se premikaš v 3D. Kakšna ideja? Ni? Ok, izkaže se to, da naš pogled na svet je pravzaprav popačen. Popačen je s čem? S perspektivo. Ne? In zaradi tega, ker naši možgani dan za dnem gledajo to popačenje, ne? Ker vi veste, da če vi pogledate, če se postavite na sredo neke železniške proge, pogledate oddaljavo, boste videli, da te dve ta železnica nekako strmi k temu, da se bo v eno točko zgodilo. Pa veste, da se to nikoli ne zgodi. Sprav, oči vam govorijo kontra, kot vaše razumevanje. Ne? Ampak prav ta stvar, prav ta lastnost vašega vidnega sistema je ta, ki pravzaprav omogoča tej iluziji, da na 2D papirju zgleda neki 3D. Okay? Sprav, naš pogled na svet je popačen, ni ta prav. Tako da, če boste kdaj govorili, da je vaš pogled ta prav in da morajo otroci temu slediti, ni res. Okay. Zdaj pa gremo pogledati, na kakšen način 3D grafika dejansko ustvarja to iluzijo. Prvo, kar se moramo pogledati, je to, kakšni so te osnovni elementi, ki nam omogočajo, da mi popišemo neke oblike. No, izkaže se, da 3D grafika uporablja 3 osnovne elemente, se pravi točko, trikotnik in pa normalno. Zdaj seveda, ko želimo to uporabiti, moramo seveda se odločiti, na kakšen način bomo definirali te geometrijske oblike. Kakšen koordinatni sistem bomo vzeli kot izhodišče. Zdaj, teh koordinatnih sistemov je več, kartezijskega sigurno vsi poznate, homogen koordinatni sistem. Kdo pozna? Okay, to je ta, ki ga 3D grafika uporablja. Ampak je zelo podoben kartezijskemu, tako da se bomo kar v kartezijskemu malo držali, pa bomo po na koncu homogenega dodali, da boste videli, zakaj ga imamo. Zdaj pa kartezijski koordinatni sistem, x, y, z, os, vse so pravokotne eno na drugo. In tistega, ki ga nekako v OpenGL grafiki uporabljamo, je desna roka, kjer imate x, y in z, os definirano tako. In zdaj, če vi poveste vrednost x, y in z, ste definirali točko v 3D prostoru. Če ste hoteli definirati trikotnik in s tem neko ploskov v 3D prostoru, ste sam navedli 3 točke. Ključno pri definiciji normale v kontekstu 3D grafike pa to, da ste navedli 3 točke v določenem zaporedju. No, pa pogledamo, kaj ta zaporedje pomeni. Če bi vi hoteli en tak lik, kot ga imate tam narisati, se pravi en pravokotnik, morate vse, kar rabite narediti, je to, da definirate 2 trikotnika. Se pravi, prvi trikotnik, 0, 9, 14, 14, in vidite, da smo ga nekako definirali prvo oglišče, drugo oglišče, tretje oglišče. Se pravi, kontra smeri uringa kazalca. Prav tako isto smo naredili tudi za naslednji trikotnik, to se pravi 0, 9, 0, 9, 14, 0, 9, 14. Se pravi, spet v kontra smeri uringa kazalca. Usmerjenost je pomembna zato, ker nam pove usmerjenost normale. To je pa pomembno zato, ker vi, ker boste to grafična kartica, ker bo to risana, morate videti, kaj je spredi pa kaj je zadaj. Morate videti, kje in se bi ta svetloba odbijala. Včasih tudi ni dobro, da stvari, ki so v zadnji, pa se ne vidijo, sploh renderirate, sploh rišete, ker je to zguba vaše procesijske moči. Okay, to se pravi, če znate trikotnike risati v 3D grafiki, znate narisati kjerokoli obliko. Gremo pogledati en primer, če je to res, temu res tako. Če je tole res, kaj to nekaj ne gre? Kaj ne gre? Če je tole res
če res drži to, da trikotniki so osnova 3D objektov. No, tukaj imamo tole roko. Kako bi jaz povedal? Pogledamo tole tole. In tale roka, kar tukaj vidite, je očitno 3D, ker jo lahko zavrtimo in z vseh različnih kotov pogledamo. Zdaj pa, da se prepričamo, da je tukaj res osnovni element trikotnik, poglejmo, kakšen je wireframe. Pojdemo tukaj eno drugo barvo vzeti, da se bo tukaj tale wireframe malo bolj videl. Ok, to je to. Če gremo zdaj pozumirati v blizu te roke, kaj vidite? Vidite, da pravzaprav je ta oblika roke, ki je pravzaprav zelo kompleksna, zarejena iz nekih trikotnikov. Prav, vse, kar morate narediti, morate oglišča nekih trikotnikov, ogromno teh oglišč definirati v smiselnem zaporedju in dobite lahko poljubno obliko v 3D grafiki. Kakršenkoli 3D ga imate v primeru, če ga imate v primeru 3D igre, v primeru filma, ki gledate, pa je nek animiran stricka, neka animirana figura, imate na koncu osnovno obliko trikotnika. Temu pišemo samo površino tega objekta. Tako, površino tega objekta opisujete. To je ključ. Tako da, zdaj, kaj enkrat imate to površino opisano, vidite, imate pa tudi to možnost, da ta objekt okoli vrtite, pa zoomirate, ali pa ga premikate. Zdaj, kaj nič sicer premikate, premikanje možemo, pa si pogledamo, na kakšen način, na kakšen matematični način to pravzaprav ustvarjate. Te akcije. To zdaj oglasiti. Šlo. Zdaj, ena stvar, kaj smo jo tukaj videli, je, da znamo narisati 3D objekt, zdaj pa na kakšen način pa mi pravzaprav tukaj dodamo tudi perspektivo v ta naš 3D prostor. Zdaj, izkaže se, da mi lahko to naredimo tako, da pravzaprav vse, kar je dlje od nas, se renderiramo manjše. Kaj to pomeni? Ta ekran tule pri meni je isto velik, če je v prvi vrsti tukaj pri meni ali pa čisto v zadnji vrsti. Ampak kako ga bom jaz videl, kako ga bom jaz razumel, mislim, kako bo zgledal bo manjši, ker je gledal. Zdaj, naše oči naredijo še malo par drugih sprememb, tako da ni linearne povezave med razdaljo, koliko je ta ekran daleč, in to, koliko je velik narisan v mojem vidnem polju. Ampak je to zadosti dobra aproksimacija linearne perspektive, zato da je ta stvar za nas nekako verjetna. Ne smo najbolj veseli, verjetna. No, in način, na katerega pravzaprav to perspektivo ustvarite, je tako, da pravzaprav dodate še eno koordinato vsem vašim ogliščem. Ta četrta koordinata je homogena koordinata, koordinata, ki jo grafična kartica uporabi zato, da normalizira vsa vaša oglišča, tako da s to koordinato deli te vrednosti. In kaj se zgodi, pravzaprav z normalizacijo vi ustvarite perspektivo, seveda v predpostavki, da ste ta prave vrednosti zapisali v homogeno koordinato. Zdaj, na kakšen način pa seveda zdaj, če imamo mi uno roko, videli ste, koliko je bilo tam enih oglišč, zdaj, če morate to na roke napisati, se to bi leta rata, da bi eno sliko lahko ustvariti. Za tako stvar uporabljamo linearno algebro, sprav uporabljamo matrike, kot linearne preslikave, ki nam pravzaprav te vrednosti definirajo. Zdaj, matrike ne uporabljamo samo zato, da dodamo perspektivo v to, kar naša grafika zrenderira, ampak tudi zato, da premikamo objekte. In vse, recimo, kar morate narediti, zdaj te matrike, ki jih uporabljamo v grafiki, so 4x4 matrike, ki so po privzetem identitetne matrike in potem določene vrednosti spreminjamo. In če spreminjamo te tri vrednosti v zadnjem stolpcu matrike, pravzaprav izvajamo translacijo v x, y in z smeri našega oglišča. Kaj je pozitivno, kaj je negativno, to je dogovor, desna roka, sprav desna roki koordinatni sistem se upravlja. No in
če hočete narediti translacijo za 3 enote v x in y smeri, točke 2, 2, nič, 1, dobite, če v x smeri za 2 premaknemo, bi mogli biti 5, v y smeri za 3 premaknemo, bi mogli biti 5, ki postaneta nespremenjeni. Ampak to mi lahko izračunamo s tem, da definiramo translacijsko matriko, jo pomnožimo naša oglišče s translacijsko matriko in dobimo rezultat. In to moramo narediti za vsako oglišče, ki ste jo videli v tistih rokih. Zato vi rabite grafično kartico, ki je posebej enota. Ne? Grafična kartica je posebna enota, ki je namenjena čist sam tem, računanju super hitro takih linearnih transformacij. Ker dokler ni bilo teh namenskih procesorskih enot za 3D grafiko, toliko časa 3D grafika res ni bila zanimiva za videti. In jaz mislim, da je to nekaj tazga tudi, kar se bo dogajalo naprej, ne? Na področju umetne inteligence, na področju dopolnjene resničnosti, na področju strojnega vida, vi boste imeli specializirane čipe, ki bojo prav namenjeni za to procesiranje, tako kot so grafične kartice. No in iskali so se tudi rotacije na isti način naredite, ne? Imate rotacijske matrike okoli x, y in z osi in seveda lahko poljubno točko, vašo roko, vsa oglišča, rotirate poljubno po vaši želji. Vse, kar morate narediti, je definirate rotacijsko matriko, pomnožite vsa oglišča na s to rotacijsko matriko in dobite novo pozicijo. Zdaj, tole smo mislili spustiti, pa ne vem, zakaj ga pokazal. Pa ta zadnja je pa še tista okoli perspektive, kar sem prej govoril, dvojni v vrednosti. Način, na kateri vi definirate te dvojne v vrednosti, je pravzaprav ta, da vi hočete neko preslikavo, ki popisuje tak prostor, ki je pravzaprav presekan na piramidu. Sprav, vaša kamera je v tej poziciji tukaj in ta matrika, ki jo vidite tukaj, pravzaprav opisuje presekano piramido od bližnje ravnine do daljne ravnine. In to je tisto, kar se renderira v vaši 3D grafiki. Zdaj, kako to matriko definirate, kako jo izpeljete, s tem se ne bomo kaj ukvarjati, drugače pa morate vedeti goriščno razdaljo vaše kamere, morate vedeti širino z višino, kjer gledate to, kjer boste gledali to vašo vsebino, potem morate vedeti razdaljo med kamero in daljno ravnino, to je ta razdalja, kjer se kamera slabo vidi, ta ravnina in razdaljo med kamero in to ravnino. In na ta način ustvarjate perspektivo. Zdaj, ključno sporočilo, da zaključimo tole, da bomo predolgi, dopolnjena resnično omogoča nove načine komunikacije in izražanja. Naš pogled na svet je popačen s perspektivo in pa 3D iluzijo na 2D mediju ustvarjamo tako, da popačimo sliko. Zdaj pa tisto, kar pa verjetno tle spada kot komentar v matematičnem svoju, da geometrija in algebra nepogrešljiv element, nepogrešljiv orodje 3D grafike. Tako da brez tega se težko dopte razvoja takih sistemov. Tako da to je to iz moje strani. Tukaj še te slajdi bojo objavljeni, tako da tukaj je par mest, iz kjer čakam inspiracijo za to predavanje, tako da si lahko tudi pogledate. Eden od nas je, se upravičujem, tole je Hrvoje Benko, ne Grvoje Benko, to je naš kolega iz Hrvaške, ki živi in dela v Ameriki že mislim, da več desetletje, tako da zelo zanimivo, pa Meryl Jackson, ko je znak tega. Drugač pa hvala vsem funderjem, zato da lahko delamo raziskovalno tako delamo. Zdaj pa čas, vidimo za vaše vprašanje. Najlepša hvala na tej predavati. Toliko je publike za gotovo, veliko vprašanje. Kdo bo prvi pogumil? Super. Kaj je zdaj stvar, ki jo razvijate na inštitutu vašem?
Kaj razvijamo v laboratoriju? Trenutni projekt? Ja. Ok, zdaj odvisno kjerga. Zdaj več. Recimo, en tak je najbolj povezan s tem, s Computational Interaction, je projekt, ki ga razvijamo v sodelovanju z Japonci, pri kateri smo bili na obisku. To je projekt, ki mu rečemo The Missing Interface. Projekt rešuje problem, da v dopolnjeni resničnosti vi nekim fizičnim objektom, recimo, če si predstavljate, da ste mehanik, pa popravljate avto, ne, pa da ta sistem dopolnjene resničnosti projecira navodila, kako nekaj popravite na kose vašega avtomobila. Te kosi niso prirejeni tako, da bi imeli tudi interfejs, nek umestnik, kako vi recimo dobite več podatkov o tem, kako se ta kos zamenja, kako se ta kos popravi. In to delamo na način, da pravzaprav na roko uporabnika damo senzor, ki se kliče Google Solid. To je senzor, ki ga razvija Google, za katerega je pred kratkim dobil potrditev iz strani Agencije ameriške za varnost uporabe take tehnologije v naših življenjih. Pravzaprav pa gre za radar. Za radar, ki oddaja valove in posluša za odzivi za motnjami v tem signalu. In na podlagi analize teh motenj lahko sklepate o tem, kaj človek počne. Se pravi, ta senzor ne bi bil vgrajen v prihodnosti v ure, ne? Veste, da pametne ure imajo problem, da je težko z njimi rokovati, zaradi tega, ker imajo te ure zelo mehne ekrane, tako da težko po njih klikate. Se pravi, oni želijo s tem novim načinom zaznave pravzaprav omogočiti, da vi detektirate, kaj vaše roke počnejo. In če si predstavljate, držite to flašo v roki in če jo rahlo stisnete, bi ta senzor bil sposoben detektirati to, da ste stisnili to flašo. Ali pa če podrsate po flaši z palcem, bi ta senzor mogel biti sposoben detektirati, da ste podrsali po flaši. Zdaj, če si predstavljate, da ste vi v kontekstu popravljanja vašega avtomobila, ne, pa želite naslednjo informacijo ali pa želite scrollati po navodilih, ne, lahko samo z vašim palcem podrsate po tistem elementu, kjer ga popravljate. Ne. In to vidi skozi Google očala, mislim, recimo. Ja, zdaj, v tej raziskavi se ne ukvarjamo z display tehnologijo, se ukvarjamo z interakcijo, to se pravi, ukvarjamo se s tem, na kakšen način vi detektirate, kaj vaša roka počne. V bistvu način vnosa notri... Tako. Ukvarjamo se z načinom vnosa želj. Recimo, en drug primer, mogoče ne toliko inženirski, je to, da imate neko sliko, kakor portret vaše družine in rokujete s tem portretom in ta vaša ura zazna, kaj počnete vi na tem fizičnem objektu portreta in lahko ta portret postane nek proksi, da vi pokažete vaše odobravanje tega, kaj na sliki, ne? In da se ta slika nekako spremeni, glede na to, kaj počnete. Če vi vašo punco požvečkate, se ona nasmeje. Pa ne na ta način, to je še vedno čist pasivna tehnologija, to se pravi, ni to nekaj, da morate vi v vaše stanovanje same displeje montirati. To je ideja, da tega ne počne. Da je pravzaprav ta displej bliže vam. In to je tudi ena prihodnost. Sprav displej, če pomislite, kako je bilo včasih, ste imeli ekrane, ste imeli filmski zaslon zelo delač, ekran za računalnike že bližji, mobilni telefon je še bližji, ko pa vzamete Google Glass, recimo, ali pa HoloLens, ste pa kar naenkrat že na očalih, ne? Naslednja stopnja kameri displeja je v vaš oči, ne? In tudi to probavajo, ne? Kako bi pravzaprav že sama leča postala nekaj več displej. Tako da, ja. Kakšno vprašanje? Ja. Koliko so računalniki še prešlo, ker so dejansko delati to mešano resničnost? Ker recimo,
jaz zdaj nekaj CAD-CAM-o in vso renderiranje, vse, kar je senčenje, vse te izklopimo, več ali manj računalnik, kaj delamo, da pač se računalske operacije izvedejo hitrejše. Ja. Jaz mislim, da te CAD software niso najboljši primeri za implementacijo. Mislim, da v teh CAD softwarih niso ti algoritmi najlepši implementirani, zato ti CAD software pravzaprav delajo slabše, kot danes lahko rečemo, da se procesira. Jaz mislim, da je ta pravo mesto, da se vprašate, kaj igrate 3D igro, kakšen render tam vidite. Tam je ta stvar zelo optimizirana, tam vidite, do kjere mere lahko vi realistično, ali do kjere mere lahko vi izmodelirate. In če danes pogledate na 4K ekranih, lahko igrate zelo zahtevno 3D igro in to danes laufa. Tako da je pa res, da je tukaj en drug problem, zdaj dokler mi gledamo, dokler mi govorimo o 3D grafiki, smo zelo na dobri poti, če pa govorimo o tistem delu, kjer probamo razumevati naš svet, to se pravi, da probamo nekako napisati program, ki bo razumel, kako strukturo tega našega sveta, je pa problem, zaradi tega, ker te programi nimajo še optimiziranega čipovja, ki bi omogočil hitro izvajanje. Ampak zdaj, ko sem to rekel, ni čisto res zaradi tega, ker HoloLens pa ima. HoloLens ima namenski čipovni sistem za sledenje pogleda in je pravzaprav zato ful velik korak naprej v tem kontekstu mišljenja resničnosti. Še kakšno vprašanje? Komentar? Pa, pol bi se še enkrat zahvalili predavatelju za to predavanje.